Taki varnostni ukrepi so, da na letališče, ko greš, ti cel avto poskenirajo. Kar noro. Ja se pa ni zahecati s kakšnim šmugljanjem. In dobila sva nazaj drona, sicer vprašanje za koliko časa, me pa zelo žre to, da sem prišel po njega samo s tistim listkom, ki so mi ga dali, tako da bi lahko tudi malo mutila, ne? Lobi, ki je zmutila, pa dobila prej dron, kot so ga. Ja, Lobi prišel že isti dan nazaj po njega in bi posnel celo Ruando z njem, ampak mogoče je dobro vedeti za naslednjič, oziroma za naslednje letališče, kamor zdaj odhajava, in sicer Tanzanija. Največja država od teh treh, ki bo obiskala. Je pa tako, da midva vedno, ko pakirava, probava vzeti s sabo čim manj stvari in slaba stran tega je, da imava zdaj že celo žehto za oprat, tako da se bova zdaj kar oblekla v tiste tunike. Yeah, of course. Da bo on tudi kupil. Sam ne bo dobil taki pristne, kot midva. Ne, sigurno ne. Daj, sa? Za vsak naj bo videl, si rekel te ostazih brata. Tako je. Že si je zaželil malo krajšo, jaz sem pa rekel, da bi imel malo velikih kalcev. A veš, to je pristna izkušnja. Zakaj si pa gled čist na koncu sedel? Tako da sem se malo odstranil, ko si malo na naju kažejo, pa se nama smejijo, ker ne vidijo vsak dan zungate v njihovi narodni upravi. Zdaj sva prešvercala drona noter v državo. Dali sva mutila. Takoj, ko sem ga dal na trak, sem šel nekaj spraševati, tako da ni mogla biti preveč koncentrirana na ekran, tam na rentgen. Dobro nam je rata. Ja, dobro jutro, spet novo mesto, ali kaj? Novo mesto, vročina, vlaga, derejo se nam iz unih turnov. Zjutraj ob 5 se drv kaj jeskra in to gled čez nekaj blizu, kje pa je hodič. Ja, ne vem, mufti, kdo se to dere. Mufti so njihovi duhovniki. Allahu Akbar. Sem mislil, da imam more, pa sem se pozbudil, pa sem videl, da je on. Pa res sem bil blizu, no, kaj za vogala mora biti nekje. Drugač pa Dar es Salaam, prva stvar, ki sva stopila iz aviona, to je nenormalna vročina. To je zdaj ta Afrika, ki so si jo predstavljala. 32 stopinj, pa ultra suparno, tako da se lahko vsake 5 minut preoblečeš. Prej so bila skozi na malo višji nadmorski višini, je bila prijetna temperatura, kle smo po morju in je res ga poka tale vročina. Pa največje mesto do zdaj, 6,5 milijona ljudi, tako da je kar ogromen. Vrvež je, velik vrvež je. Tako da greva zdaj na en zajtrk v center mesta, naročila bova rikšo prek ene aplikacije, upam, da pride, pol se pa začne kaos. Me pa to predvsem na Indijo spominja, ne? Klele je sam malo čez morje, mislim malo dolg, no, ampak je pa, tako so si jaz Indo predstavil, same te rikše, pa tak način, kakor boste videli zdaj mest. Alega. Mwenge? Ora, Mwenge market. Yes. Sem ga čisto razumel, kaj mi hoče povedati. Čisto je hodil. Je pa predvsem vroče pod tem črnim kalupom. Prispela smo na cilj, ne mora pa kaj nekaj za jesti poiskati. Malo sem prevelik za tole jesti. 17 minut sva se vozila in plačala sva prek aplikacije že in se mi je spisal €77. In meni to ni jasno, kako se lahko za €80 voziš 17 minut. 2 človeka. Noro, res pocen. Muzungu.
baby. Thank you. Ene 40 minut smo hodili po uni tržnici, ker smo res hodili tisti pristen zajtrk, ampak smo imeli same ražniče in ocvrto hrano in sem rekel, ne bom tega jedel za zajtrk, zdaj v njih pohanih kur. In ker že veste, da imava rada te kontraste, sem pa rekel, neč, zdaj pa dost. Zdaj greva pa nekam v 20. nadstropje gor na en fin zajtrk, da se malo razgledava in da lahko kaj več poveva v tem mestu Dar es Salaam. In tako, ko so se vozili čez mest, bi ga najlažje primerjal s kakšnim Cancunom, zato ker je veliko arhitekture, ki ni glih najlepše ohranjena, pol so pa vmes te stolpnice, lepe plaže imajo, tako da res bolj turističen, ne? Je pa to najboljša odskočna deska do Zanzibarja, zato ker je otok precej blizu. How much you said? 4,000. 4,000. Yes. 3,000. Evro pa pol. Ker pozit, ja. Zato se niso hotel cenkati. Malo sem probil, pa se rekel, leti. So where from? Slovenija. Thank you. How long you Dar es Salaam? Just one day. One day. Yeah, we're going to Arusha tomorrow. Tomorrow. So which is the parking in Arusha? I don't know. Maybe you can tell me and I went to go. Pa se je spet začel. Vsake 5 minut se nama en prelima in pol z nama hod, dokler ga nekdo ne zamenja. $500 for one. $15. Okay. To je 20 centov. Ja, tu. Two. Pismo, pa ne vem, če bi bil že kje toliko pocen kokos. Cene je težko, da praktično zastonj. Prehodila sva se čist do morja, kjer je ta ribja tržnica, pa je ful znana in pa je, da tukaj tudi pripravijo te jedi. Ribja tržnica se deli na 3 dele. Ob morju ribiči pripeljejo svež ulov. Prodajalci ribe odkupijo in surove prodajo naprej. Na tretjem koncu pa iz njih pripravijo jedi. Res, malo sem ribičom pomagal ven čovn dati. Nič tazga. Si, ja. Sit there. Sit there. Okay. No photocopy. Mislim pa, da imate veliko srečo, da vse to lahko vidite, pa vam prihranim na vonju, ker kako mi dorečejo, da ima izredno rezek vonj, to sušenje teh malih ribic. Izredno rezek. Urka fiks, res dober ga žge. Oaze zelo intenzivnega vonja se vmes najdejo. Oaze. Pronzi. Pronzi. Where? Pronzi. Oh, thank you. Hello. My name? Anže. And yours? Anže. Jaz sem si pa zaželil ali hobotenco ali pa šrimpe. Sva zdaj nekaj najdla in naju sem posedel, ampak toliko muh še nikjer nisva imela, stari. My channel? Yes. Are you going to subscribe? Of course. Ne bom imel pa nič proti, tudi če se vi subscribate ali pa stisnete tisti všeček, pa če šerate, ful bom vesel. Res, nikoli ne prosim za to, ampak bi mi veliko pomenili. This one.
Gospod se je zelo potrudil za naju, pa malo zasolil ceno, pa smo malo zbil, ampak lej, je pa res dobro, to se splačali. Pobotance, no? Še čili je dal zraven. Dober dan, biti pri videoklicu. Izvolite, kako pomagam? Zdaj zadeva je taka, jaz sem v tujini, pa bi si rad odprl klik in... A malo bližje dam ali kako? Ja, bližje, ker se ne vidi. Aha. Še hrbtno stran lepo prosim. V redu, ko pravite dokument, se Tako, pravi, ja. rabite nove kode. Kako je fajn en slovenski glas slišati po tolikem času. Verjamem. Wow, in jaz sem noter. Ja, to je to. Tako simpel je bilo to. Seveda. Mi pa klele piše, v bližini je poslovalnica Črnomelj. Ja, super, ta je najbližje vam. Tam piše tudi koliko kilometrov je do tja. 6345 km stran. Čist blizu, kaj zdaj pa zamotite, skočite na kavo, a ne? Tako, najlepša hvala za prijaznost. To je bilo res hitro. Naredil sem si klik in, ker ga nisem uporabljal že od leta 2019, zdaj imajo pa toliko enih novih funkcij in vse je ratal bolj enostaven, ampak res hudo, da nisem rabil še na to misliti zadnjih par dni pred odhodom, ker sem imel tako natrpan, ampak da sem lahko to iz Tanzanije zrihtal nadaljavo prek videoklica. Zakaj sem si pa naredil klik in zdajle? Zato, ker mi greš ti toliko na živce s tem drobižem, ker imam polne žepe, vse mi cingla in letiva in koliko je kdo komu dolžen, ker ima tudi on NLB račun, bo lepo samo 2 evra ke, pol evra ke in bo lepo skozi na tekočem. Sam podajala si bova najbolj. Sam podajala si bova, ker to je pa res lušten, ker z te aplikacije nakažeš drugemu in ima v istem trenutku že drug na računu. Gabne, klobasice. Ja, už probo požidil. Gabne. Ama ješ predmet? Ne vem, kva ima noter, ampak karkoli ima je zelo zanač. Nek tak priokus ti pusti na konc, da ni apetitlih, no. Kavo pa znajo delati Afričani. Malo smo se pohecali s temi avioni, ampak zdaj pa že tu mač. Spet smo na letališču, zdaj pa letiva do Aruše, to je mečkam bolj severno, kjer se začnejo tanzanski nacionalni parki. Videla sva to potovanje skršeno 14 dni in v teh 2 tednih imava 9 avionov. Zato sem rekel, da smo se malo pohecali. No, sem ti rekel, da ni dal. O moj bog. Da pokažem, kje smo nastanjena. Wow! A ne veš, da je rekel, ko imava tele bele tihinčke, da naj na komari pikali. Tako je, kakor je malo honeymoon suitje, a ni? Honeymoon bilo. Tako, ja. Sam še šampanc, pa kakšne une... Labode. Labode, pa vrtnice bi mogla dobiti. Vidim te. Hakuna Matata, vse bo v redu. Vsi nama govorijo to, že na recepciji v hotelu. Samo Hakuna Matata. Hakuna Matata, tako da očitno bo to kar precej uporabljena beseda. Preletela sva v mesto Aruša, kjer so naju fantje že lepo pričakali na letališču. Prvič se mi je to zgodilo, da ima nekdo moje ime, pa lista gor. Zjutraj pa prva stvar, ki se zbudiva, naju poberejo fantje z avtom, z džipom. In mislim, da vam to že veliko pove. Sloni, levi, žirafe. Pač safari, ne? Malo se mi je zdelo vsem to turističen, ampak mislim, da je to taka zadeva, ki jo sigurno ne smeš spustiti. Upam, da bomo šli lahko ven. Tako da je on ga za rep tegnil leva, pa z laufu stran. Enač, v Afriki smo, ne, tako da včasih zmanjka malo elektrike celemu mestu. Sam avti se še vozijo. Ljudje, poglejte jih, ljudje se svetijo s telefoni. Tako je, če si v Afriki, se moraš na take stvari navaditi, oziroma vzeti v zakup. Ja. In biti pripravljen na le-te. Anže, nice to meet you. David, nice to meet you. So this is our car, huh? This is your car. Nice. So this is the car which you bought. Aha, nice. Prav to sem si želel. Ta Safari Toyota Land Cruiser, noro. Dva, koliko je huda je. Vse imamo štekarje, hrano s sabo, tako da zdaj gremo pa za 3 dni gledati leve. Adventure. Sledi 3-dnevni safari čez Serengeti, Ngorongoro in pa pol nazaj domov počas.
predstavim člane ekipe. This is David. Yes. He's a professional guide. And our cook, Professional chef. Manually. Emmanuel. Manuel. Tako da v bistvu imamo še kuharja svojega, ne? Ja. Kar je pa sploh nek nivo. Nivo, ne? Zdaj pa ta lušten del. Ja, pa smo v Afriki. Zdaj nama pa nič ne vide. Po 6-urni vožnji smo končno le vstopili v narodni park Serengeti. Park se razprostira med Tanzanijo in Kenijo in je dom več kot 4000 levom, 1000 leopardom in več kot 500 vrstam ptic. Na teh neskončnih planjavah so pašne živali neprestano v gibanju, v iskanju sveže trave in opazovane strani mnogih plenilcev. Serengeti slovi po vsakoletnih velemigracijah gnujev. Gnu, gnu. Ime pa pride, ko se oglaša tako. Gnu, gnu. Ena krava pokvarjena. Evo, in še pred mrakom smo prišli do našega prenočišča, ko smo pa bukirali ta safari, pa smo razmišljali, kaj je fora, da vzameš nek hotel sred safarija, ker to lahko narediš tudi na Hrvaškem, če pa postaviš šotor na Hrvaškem, pa nimaš možnosti poslušati zraven divjih živali, tako da ste najbrž oganili, da bova šotorila. Sem si pa jaz v Ljubljani to predstavljal tako, da bo kakšna ograja, kakšen ranger zraven stal, ampak Mene ni to tako, kle. ne. Mandej se je tudi že zgodilo, da se malo sprehodijo levi čez tale kemp. Tako da je velik šans, da slišiš po noč leve, hijene, tako zelo zanimiv. Pa sem rekel, a ni to nič nevaren? Pa so rekli ne, da imajo dosti hrane oni kle v parku in da ne napadajo ljudi. Zdaj bomo videli, no. On bo mene učil, kako se šotor postavlja, ja. Še klin ni prav zabavno. Pod kotom 45 se klin ne zabija. On ga pa bolj naravno zdal. Ej, pa tak star vojaški JNA šotor, a? JNA, a? JNA. Res je JNA. Moram pa reči, da kukar sva držav zamenjala, nikjer ni bilo komarjev. Zdaj pa mislim, da jih prvič. Meni nekaj leta okoli noge. Tako so naj strašili iz Ljubljane, pasta se po vse avtane sabo, tam je ful komarjev, niti enega komarja. Kar tablete so mogli jezati proti malariji, pa tako, pa nič. Tam na Prešercu so me več pikali, kot celo za to pot. Mi je pa Anžej prej povedal, da je ful vesel, ker imava toliko belih sosedov. Ne maram turistov, ko njih gledam, rečem, a jaz tudi tako zgledam. Sva zvedela, da so to mušice, niso komarji. To bo pa tudi ena kljukica v življenju, da spiš sred Serengetija. Tukaj, kjer so snemali večino teh dokumentarcev o živalih. So quick when we finish, we go, okay? Good. Did you hear someone was... We heard some lions, and then I guess hyenas. Hyenas, yeah. Noč je bila kar mirna. Na začetku so mi všeč sicer zelo intenzivno delala, ker slišiš leve. Kako veš, da je lev? Zato, ker ima tak bas, ki po moje rjove 100 metrov stran, ampak tako bubni, da ful hodo. Hijene so pa krat blizu hodile in moram reči, da najprej sem kar čakal, kaj bo se zgodilo, a bo to začelo kaj po šotoru praskati, ampak ni. Tako da, v redu. Še ena noč naj čaka, pol jutri na drugi lokaciji, tako da mislim, da bom zdržal, no. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Vse je okej.
Zdaj ti lahko pa tudi uradno rečem, dobro jutro, piškotek. Dobro jutro. A si videl, ko gre hitro sonce gor, zato ker so tako blizu ekvatorja? Ker recimo, če si ti na severni polobli, gre sonce malo po diagonali in dalj časa traja. Tle gre pa žek sam gor in zato so najkrajši vzhodi in zahodi, ampak mislim, da so pa eni lepših. Je pa res čarobno videti, kako se živali prebujajo, ko grejo na zajtrk. Jutro in večer sta najboljša časa za opazovanje. They're the most active. Yes. Pač najbolj aktivne so, no. Tako kot ljudje, ne, malo grejo na stržišče, malo tako, ne. Savana, lepo je. Ampak še vedno nam pa ni ratal videti nosorogov, ker so zelo redki. In pa sem razmišljal, ja seveda, če smo tako oblečeni, ne, kaj eni Ljubljančani. Zdaj se grem pa jaz preobleč, pa ti pa garantiram, da bomo videli tudi nosoroga danes. Hakuna Matata. Sam da razčistimo, prosim, da kdor me resno vzel, to sem v Ljubljani videl in sem rekel, jaz to rabim za na safari, ker kle vsi ostali, ki se udeležijo safarija, so tako oblečeni in to so oni, ta pravi Nemci, a kdo to nosi? Nemci predvsem, ja. Ful dobro, no, oni se že doma v Berlinu naštimajo, takole in gledajo, kdaj jo prišli klele v savano. Guten Tag, ja. Če ne drugega me posebej po vratu na več ožgal, ker sem že tako vijoličen. Safari, midva sva ready. Ampak moram reči, da je kar lušten tale klobuček. In vidim, zakaj je tako funkcionalen, ker ti ta štrikac tako fajn drži, da ti ga kamerno odnese. Škoda pa nisem pomislil, ne. Da v bistvu mu ni tak problem sem gor skočiti. Z lahkoto skoči. Sam tako naredi tuf in si po moje brez pol glave. Zgleda, da se ne zmen glih najbolj za nas ljudi tukaj. Tudi nobena druga žival. A se spomnite, ko sem prej govoril o tistih Nemcih? No, to so v resnici Nizozemci s temile klobučki. In to, oni so v istem kampu spali kot mi. And this is the third time, guys, right? Third time. Third time in today. One fucking day, man. Same wheel. Same wheel. It's the same wheel every time. Third time, same wheel. Every fucking time. In seveda imajo dve rezervni gumi in zdaj so ostali brez rezerve, da bi jo lahko zamenjali, tako da jim bomo mi dali eno našo. Dobro ima nesrečo. Pa verjetno ne pijejo samo vode danes. Gumo smo jim dali, zdaj jo bojo pa zgleda sami zamenjali. Zdaj pa v drug kamp, kjer bomo spali, Nacionalni park Norogoro. No, danes pa prenočimo v bistveno bolj natrpanemu kampu. Ta pa že malo spominja na Hrvaško, a ne? Ja, v bistvu. Pa precej visok smo, 2300 metrov direkt nad kraterjem. Krater oziroma Norogoro Nacionalni park nas čaka pa jutri, ko se bomo spustili noter. Kaj pa tudi v bistvu rezervat za ogromno enih živali. Jaz pa enega čudenega tiča najdla in to ne da je čuden, ne, še nerealno velik je. Še malo smo se pohecali s temi ptiči, ne. Tole pa too much, kakšen je. Res je too much. Pa kar lesema na glav pa poj pleša zraven. Tudi z drevesi smo se malo pohecali, sam tole pa too much. Zihar je kakšen mesnat pajk v teh vejah. Ja, abnormalno ogromen drevo. Naslednje jutro pa smo se pred sončnim vzhodom spustili 600 metrov globoko v krater. Ngorongoro krater je s presegom 22 km največja neaktivna in neokrnjena vulkanska kaldera na svetu.
Spremljamo zdaj, kako levinje zalezujejo plen. Čisto noro. To, kar sprej po televiziji gledal za uživo. Zakaj pa levinje kar ne laufajo v čredo bivolov? Ker so tisti bivoli sami samci, vsak tehta po 800 kg in je to velik zalogaj za levinjo, zato se jih mora tudi do 6 levin organizirati in skočiti na enega in ga morajo izločiti. Najbrž pa tak lov traja lahko tudi par ur, ne? Verjetno, ja. Zdaj mi spremljamo ene pol ure, pa so se zdaj kar ustavile tam levinje. Ja, da se posvetujejo. Posvetujejo za moj posvet. Posvetovale pa se niso samo levinje. Bivoli so združili moči in pregnali plenilce. Toliko teh levih, ne? Ja, bivoli so jih napodili, ker da so ta glavni cucki tukaj v tem kraterju. Danes pa molva še na nosoroga, jih je pa v tem parku Norogoro kar precej. Ja, no ni jih toliko, 58 jih je, ampak se pa povečuje število. Klej, bova pa že najdla enega od 60. Ja, no, itak. Ampak le v zadnjih letih, ko ima tako dobro politiko, zdaj s temi živalmi se pa vse v bistvu vrste živali povečuje število, tako da je super. A gledaš prasetino? Ja, in to ono divjo prasetino iz savane. No, zdaj mi pa reči, če ni to čudna žival. Počuta, res. Kratke noge, pa te okle, pa kar neke brdovice. Ne, proporcije mu ne grejo, glih. Niso njegova stvar. Tlele smo se ustavili zdaj, da pofruštkamo zajtrk tik ob manjšem jezeru. Je pa ta pokrajina, ne vem, ne bom najdel besed, popolno kičast. Kje imamo pa zajtrk, to je pa noro. Absurdno je. Absurdno je. Zajtrk imamo pa palečinke, omleto, hrenovke. Z eno besedo. Lušten. Au! Kaj ti je? Ja. Tako je prav kot ena obljubljena dežela tam iz enega filma. Veš, ko prideš in so dinozauri in tako in vse živali živijo v sožitju. In ne morem verjeti, da se kar sprehajajo tukaj zebre, sloni. Upam si trditi, da nisem še jedel zajtrka na lepši lokaciji v življenju. Ne. Mi smo jaz bilo ene 6 teh tatjan spil. Je pa safari vreden vsakega evra, res, ki je pa nekaj, ki ne moreš drugače doživeti. To, da vidiš živali v svojem naravnem okolju. Nikoli več tam šel v živalski vrt. Ker je čist drug občutek, ki gledaš, kot tam v živalskem vrtu. Jaz tudi ne grem več v živalski vrt. Tam imaš skozi slabo vest malo, ki gledaš. Klele si pa sam wow. Pa smo odkljukali še en kontinent. Afrika, jaz sem bil prvič v Afriki. Z eno besedo Afrika. Ja, drugačna. Drugačna, res, dobro si rekel, drugačna. Tudi divja bi bila dobra beseda. Divja, ja. Res jo ne bi mogel čisto primerjati niti z Azijo. Neverjetno lepa, neverjetno prijazni ljudje in tudi bogata z drugimi stvarmi. Začela sva z Ugando, ki moram reči, da me je res dobro prizemljila, da se bolj zavedam, kaj imam in koliko vse imamo v bistvu. No? Vse imamo, v bistvu imamo preveč. To je ena najbolj revnih držav na svetu. Ampak pa prideš v Ruando, pa v bistvu vidiš, da v Ruandi vseeno lahko kupiš v trgovino neke te stvari, ki tudi če si jih ne moreš privoščiti, jih imaš tam, ne? Če imaš enkrat denar, jih lahko kupiš. Naprimer? Coca-Cole, Fante, čokolade, čipse. Bor mašino, naprimer. Bor mašino. V Ugandi tega sploh ni. Ja. Tudi če bi si hotel kupiti, ni. Nič ni bilo. Nič ni bilo, res. Živna trgovina je najbolj skromna, tam imaš riž noter, posode za vodo nositi in te osnovne stvari. Nimaš kruha, moko lahko kupaš. Hej! Aha, Ok, buffali bojo, kaj so to? Bivoli. Bivoli bojo prečkali tukaj najbolj najno pot. Pa da ne omenjamo to, koliko ljudi sploh elektrike nima in tekoče vode. Eni ljudje res živijo kot
1000 let nazaj. Ja, res. Ruanda je bila lepa, imenujejo jo tudi Land of Thousand Hills, ker je res zelo hribovita. Tanzanija je bilo pa spet čisto drugo. Ne. Pač kle so pa ti nacionalni parki, ki so me pa čisto navdušili. Ne. To je pa res tisto, kar vidiš prej po dokumentarcih, pa to zdaj v živo gledaš in si kle in ti v bistvu šele malo kasneje dovejo čisto dobro, kaj smo videli, ker kle je bil spet tak tempo, da se ti zdi, da malo sanjaš. Prav raj na zemlji, res v kakšnem sožitju živijo te živali in vsi te brezmejni travniki, ki še lepo dojamaš, ki se voziš 3-4 ure in so samo travniki, ki jim ni konca in vidiš, da še obstaja to Neokrnjena narava. neokrnjena narava. Kraljestvo živali, v polnem pomenu besede. V polnem pomenu, prav. They are very dangerous. Males have very high testosterone, Ej, so they might attack you and okay. not be Thank good. you. Zdaj pa hočem. Tako da, če povzameva, še toliko je še za videti, da bova še prišla in tudi v Ugando si želim čim prej prijeti pomagati. Pa mogoče tudi ni fajn prehitro iti stran od njih, Anže? Dej, a mi pomagaš ta ruzak? Kakšen kemp so nam to dali, mi smo še bivali, me zdaj po kempu preganjajo.